Danes se javljam na en tak poseben dan. Danes je drugače dan Republike, 29. november. Seveda dan Republike Jugoslavije. To je bil čas velik praznik, ki smo ga praznovali. Jaz sem tudi lansko leto šel na ta dan v Jajce, namreč leta 1943 je bilo v Jajcu drugo zasedanje AVNO-ja in to je pač tudi rojstni dan te Jugoslavije, v kateri smo marsikateri bili rojeni in tudi živeli kar nekaj časa. V tej Jugoslaviji imajo ljudje različna mnenja. Eni zelo pozitivno, eni zelo negativno, eni so pa to Jugoslavijo malo pozabili. Moje mnenje je zelo pozitivno. Jaz sem velik jugonostalgik, zelo rad potujem, bom rekel, po teh krajih, pač, ko so včasih bili v bivši Jugoslaviji. Moram reči, da sem prepotoval že velik del sveta, ampak najraje pa hodim ravno v te kraje, kjer mi je najbolj všeč zaradi različnih stvari. Prvič je lepa narava, zelo prijazni ljudje, odlična hrana, zabava je tudi super, veliko kulturnih znamenitosti je. Zanimive so te države, ker so različne vere, so kristjani, pravoslavci, muslimani in potem lahko to pač občuduješ, lepe cerkve, lepe džamije. Sam sicer nisem veren, ampak rad pa to pogledam iz vidika arhitekture, še posebej so mi všeč kakšne stare džamije. No, pa tudi pravoslavne cerkve imajo en tak poseben slog, stil, so mi tudi zelo všeč. Tako da meni je ta področje bivše Jugoslavije zelo všeč in tudi sam sem bil v Jugoslaviji, živel kar 21 let. Bil sem tudi v vojski, v Srbiji, v Kraljevu. In moram reči, da imam same dobre spomine. In tudi zdaj, ko potujem po teh krajih, tudi same dobre izkušnje, pač nobene slabe. Danes, ko je ravno ta dan, bom pač vam povedal malo moje mnenje o tej Jugoslaviji. Poskušal bom biti čim bolj realen, čim manj nepristranski. Probam razumeti tudi mišljenje nekih drugih, ki pač ni tako, kot je moje. Tako da pač moje prepričanje je tako, kot je, težko bom drugače mislil. Prav tako se pa zavedam, da nekdo, ki ima neke slabe izkušnje, ne vem, da je bil mogoče na Golem otoku ali pa da so pač neko njegovo žlahto pobili v povojnih pobojih, potem razumem, da tega človeka se ne da prepričati. Tudi ne bom trdil, da je bila Jugoslavija glih na vseh stvareh idealna, super, so se tudi krivice dogajale, ampak glejte, nikoli, nikjer ni nobena stvar idealna. Še v današnjih časih ne, kaj pa šele v tistih, se pravi pred 40, 50, 60 in več letem. Tako da, glejte, pozitivne stvari, ki jih je imela Jugoslavija, je to sigurno bilo, da je bila to ena zelo močna država, ugledna. Cel svet jo je poznal.
Tito je bil eden od ustanoviteljev gibanja neuvrščenih. Tudi na noben državniški pogreb na celem svetu ni še prišlo toliko državnih delegacij, kakor jih je prišlo na Titov pogreb. To je bilo nekaj neverjetnega. Jugoslavijo so vsi poznali. Jaz še zdaj, ko potujem po svetu, pa te kdo vpraša, iz kje si, rečem iz Slovenije, pa malo čudno gleda, potem pa rečem Jugoslavija. Aha, pol pa takoj ve. Seveda, če je to človek starejši od 40 let, mlajši pa pač ne poznajo te Jugoslavije, ki je že pač skoraj 30 let ni več. Pol Jugoslavija je bila tudi neverjetna velesila v športu. Jaz se spomnim evropskega prvenstva leta 1989. To sploh ni bil zanimiv, ker smo vsako tekmo dobili za minimalno 20 točk razlike, kdaj še bistveno več. Spomnim se, da smo v finalu premagali Grke čisto za šalo. 22 točk so zaostajali za nam in niso imeli niti malo šanse, niti par minut ni kazalo, da bi oni lahko bili enakovredni nam. Potem smo bili v košarki tudi svetovni prvaki, ne vem, leta 90 ali 91. Takrat, ko je zaslovel Dražen Petrovič tako zelo. Tako da jaz si sploh ne predstavljam, kakšna velesila v športu bi bili danes, če bi bili še enkrat skupaj. To bi bilo po mojem nekaj neverjetnega. Ne morate vedeti, tudi šport bi se veliko bolj razvijal pri nas, če bi bila to večja država, ker to je pol pretok znanja, igralcev in tako naprej. Najtežje je, če si majhen, sicer, kakor imam jaz tako na hitro občutek, sicer se ne spoznam na te zadeve zelo, ampak v Sloveniji dosti sodelujemo z raznimi strokovnjaki z področja bivše Jugoslavije, imamo trenerje, igralce in se to vsem potem malo prenaša, kar je dobro za vse. Seveda še boljše bi bilo pa, če bi bili verjetno v skupni državi. Potem en najbolj, bom rekel, dobra stvar, ki je bila v Jugoslaviji, je bilo to, da večinoma ljudi je bilo neverjetno srečnih. Dobro se je živelo, mislim, dobro za tiste čase. Zdaj, socializem nam je dal pač neko, bom rekel, tako svobodo in če je šel kakšen socializem v pravi smeri, potem je šel ta jugoslovanski. Tisti ruski je bil čist mem, tam so bili vsi lačni. Tle v Jugoslaviji je pa to kar nekako bilo, Bilo je, delali smo 8 ur, mislim jaz sem še premlad, čeprav nisem več tako mlad, ampak je bil tudi čas za zabavo, vsi so naredili hiše ali prišli do stanovanja, bili so ugodni krediti, tako da malo ljudi jaz poznam, ki bi rekel, da je v Jugoslaviji bilo slabo. Seveda, moram poudariti za tiste čase. Pred časom sem gledal en video intervju z enim Bobanom Petrovičem. To je bil multimilionar. Obogatel kot Jugoslovan, obogatel sicer zunaj. To je bil neverjeten človek. Ta intervju mi je bil res en boljši, kar sem jih v zadnjem času poslušal. In on je živel v Ameriki in je rekel, da je zmeraj v Ameriki ljudem govoril, da pojma nimajo, kako dobro se živi v Jugoslaviji in da Beograd je mesto, kjer se najbolj živi. Pa ne, da bi Beograd, Beograd ni Las Vegas ali kaj takega, ampak ljudje so bili sproščeni, imeli so čas za zabavo, ker v Ameriki so že pred 50 letom delali cele dneve. V
V Jugoslaviji pa to ni bilo tako. Tako da ljudje so bili res zadovoljni in se spomnim, bile so te delovne brigade, to so mladi hodili, to je bilo druženje, to je bilo veselje, potem so bili rekli so jim izleti bratstva in enotnosti, to pomeni, je en kraj gostil mlade iz cele Jugoslavije, pa so prišli. Mislim, da je bilo to leta tam nekje 86 je to Novo mesto gostil. Jaz sem bil takrat še malo premlad, da bi bil tukaj aktiven. Imam pa enega prijatelja, ki je 6-7 let starejši od mene, on je pa to tako izkoristil in je rekel, da to so najlepši časi, ki je hodil na te izlete bratstva in enotnosti in na te delovne brigade. Res se je delalo, ampak se je tudi družilo in dober imel. Tako da je to moglo res super biti. Potem marsikdo ne ve, da je Jugoslavija tudi bila neke vrste tudi gospodarska velesila. Oziroma, ne vem, ali je bila velesila, se bo kdo rekel, da smo skozi inflacijo imeli, pa to, pa on, pa tret. Ampak glejte, jugoslovanska podjetja, vse tam bunkerje v Iraku, so zidale jugoslovanska podjetja, mislim, na vse zelo veliko. In Američani so takrat, ko so v 90-ih napali Irak, so v svoje vrste vabili te jugoslovanske oficirje, ki so kaj zraven sodelovali pri načrtovanju teh bunkerjev ali pa bili prisotni zraven, zato da so malo povedali, kako to izgleda in najdeli način, kako to lažje uničiti. Potem na področju orožja je bila Jugoslavija velesila. Tank T-84 je bil za tiste čase proglašen kot najboljši tank na svetu. In to smo vse izvažali, to je držalo industrijo in seveda v državo so prihajali dolarji, marke in pač ne vem kaj še vse. Tako da tukaj smo bili kar močni. Tudi, ko sem bil v muzeju aviacije v Beogradu, je tisti vodič povedal, da Jugoslavija je bila ena redkih držav, ki je bila sposobna narediti helikopter. Pri helikopterju menda je tisti rotor problem. Vse ostalo ni noben problem, ampak tisti rotor je problem. In da malo držav na svetu je, ki so v tistih časih znale helikopter narediti. Potem tale letalo Galeb, to je bil en najboljših letalov za učiti se. Ko sem bil takrat v tistem muzeju, so povedali, da je John Travolta prav iskal ta letalo Galeb, da ga je kupil. Tako da, glejte, smo kar bili na tem področju, no? Tudi na gospodarskem, zagotovo. Potem tudi za vsa slovenska podjetja je bilo super, ker smo imeli 23-milijonski trg, ne pa zdaj, ki imamo 2-milijonski. Tako da, vidite, Kitajska je velika in zato je uspešna, večji, ki si, lažje je. No, potem pa še ena zadeva, ki se je meni dobro zdela v Jugoslaviji, je bilo to, da so fantje mogli v vojsko iti. In da je bila to res ta prava vojska. Mogoče je sicer bilo en let majčkeno predolga, rečemo mogoče pol leta ali pa, ne vem, 4 do 6 mesecev bi rekel. To je bilo za nas fante super, to garantiram, se nauči samostojnosti, sam se znajdeš, tako da to mislim, da je dober za vsakega mladega fanta pri 19, da gre v vojsko za, bom rekel, 4 do 6 mesecev. Pa ne to 30 kilometrov doma, pa da pride vsak vikend domov. Ne,
more kar biti, da saj 3 mesece ne greš domov, pa da to zdržiš. To je ena taka preizkušnja, ki je pač zagotovo koristna. No, to sem zdaj naštel dobre stvari, moram biti pa pošten, pa naštel tudi nekaj slabih. Rečemo, lejte, eni posamezniki, ki so bili, rečemo, visok, ki je na kakšnih državnih položajih ali pa so bili v zvezi komunistov, so izkoriščali ta položaj. Dogajalo se je, nekdo, ki je bil komunist, pa mu ni bil sosed všeč, pa mu ni ta sosed nič naredil, ga je prijavil, da govori čez državo, pa so človeka zaprli čisto po nedolžnem. Zdaj se je to tudi naredilo, da je kdo, mu je bila sosedova ženska všeč, pa je gruntal, bom jaz v zapor moža spravil, pol bom pa malo ženski hodil, pa se bom predstavljal, kao da hočem pomagati. Pol se pa kaj mogoče bo. Tako da take svinjarije so se tudi dogajale. Potem Goli otok ni bil ravno nekaj, na kar bi bila Jugoslavija lahko ponosna. Pa ne zaradi tega, ker so tam zapirali politične zapornike in nasprotnike Jugoslavije in tako naprej. Ampak predvsem zato, tle so pa res grdo delali z njim. To so jih pretepali vsak dan in tako naprej. Lejte, če nekdo proti državi, jaz razumem, da je tacga treba malo preganjati. Saj pri nas so tudi Šiškota zaprli, da je pač ščuval k nekem prevratu in tako naprej. Pa jaz mislim, da kaj bo en Šiško naredil, lepo vas prosim. Ampak veste, takrat so bile pa resne te težnje, Diaspora je bila močna, ki je hotela to Jugoslavijo uničiti. So bili Hrvatje močni, so bili Srbi močni, še najbolj so se Hrvatje to prizadjali, da bi se uničila Jugoslavija. In to, to je bilo par resnih poizkusov, da bi se pač, odcepili od Jugoslavije in tako naprej. Tako da Jugoslavija je nastala, bom rekel, na osnovi te druge svetovne vojne. Za to Jugoslavijo je palo več 100.000 žrtev, niti ne vejo točno koliko. In logično, da te ljudje, ki so se borili za Jugoslavijo, so to Jugoslavijo zagovarjali. In ne moreš zdaj pustiti, da kar vsak nekaj laja, pa bi kar pol, spremenil državo iz tako na uno, Jaz mislim, da pač, če so se te ljudje izborili, ne moreš pol kar reči, zdaj bomo pa tole Jugoslavijo spremenili. Meni ni to čisto logično, Grejo lahko neke spremembe tudi, tako bi rekel, počas, soglasjem vseh in tako naprej. Pol te povojni poboji, to tudi ni nekaj, kar bi bilo lahko Jugoslaviji ravno v čast. Sicer je tako, zdaj pameten biti tukajle leta 2020 iz naslonjača, to je lahko biti pameten, Zdaj pa, če bi bil jaz pa tam leta 1945, nekje v partizanih, konc vojne, pa bi mi, ustaši, domobranci, četniki, pobili starše, sestro, ženo, otroke. Pa vprašanje, kaj bi rekel. Sploh ni vprašanje, kaj bi rekel. Tiste, ki so to delali, bi jim isto usodo namenil, ki pač jih je na koncu tudi doletela. Glejte, tisti, ki so tam zverinsko pobijali ljudi, za tiste meni nič škoda. Je pa, zagotovo pa ni bilo prav, rečemo, da so pobili tudi ženske, otroke in tako naprej, Tiste, ki so tam po Jasenovcu ubijali, pa klali, glejte, jaz te zadeve kar dosti dobro poznam, ker mene Jugoslavija zanima,
zgodovino, vse, in jaz sem prebral in knjig in pregledal dokumentarcev in vse. Lejte, tudi tisti, ki vas to ne zanima, si niti približno ne predstavljate, kaj se je dogajalo. To so klali, ne vem, 3 leta stare otroke, si lahko to zamislite. In kaj? Bom zdaj takmu ga v zapor dal, pa še hrano mu dajal, pa ne vem kaj. Tak je za ubiti. In takrat, in danes, če mene vprašate, pa gore dole človekove pravice. Da ne bom preveč zašel, kar se povojnih pobojev tiče, je moje mnenje tako, kot sem ga zdaj povedal. Morda bi se mogli tudi malo hitrejše odpirati, kakor smo se. Čeprav, glejte, jaz, pa tudi moj oče mi tako pove, se ni nikoli počutil v Jugoslaviji, da ne bi bil svoboden. Lahko je šel ven, kamorkoli je hotel iti. Mi smo šli leta 1900, tam nekje 83, verjetno je bilo, smo šli za novo leto v Moskvo. Oče, mama pa jaz. Pa še tam eni družinski prijatelji. Glejte, tako da nismo bili tako, zaprta država. Tako slabo tudi ni bilo, no. Drugač, jaz sem ponosen, da sem se rodil v tej Jugoslaviji in da sem tudi del te zgodbe bil. Kakor sem rekel, mi je to najljubša destinacija za potovanje. Zdaj pred kratkim sem še eno novo strast našel na tem potovanju. Mislim, že tako so mi potovanja super, narava, ljudje, hrana, rad raziskujem in tako naprej, Zdaj sem pa še malo bolj se poglobil v te spomenike, ki so jih v Jugoslaviji postavljali po 2. svetovni vojni. To niso krajni spomeniki, veste. Vsak spomenik ima zgodbo, in to zanimivo zgodbo. Žal zmeraj bolj žalostno, kot pa veselo. So pa te spomenike delali vrhunski umetniki, res vrhunski. In to so res lepe zadeve, ki se jih splača pogledati. Zdaj, ko sem bil v Srbiji, sem bil v Valjevu, Stjepan Filipović, kip ogromen, neverjetna zgodba v ozadju, preberite si na mojem blogu. Potem sem bil na Kadinjači, to je tak lep spominski kompleks, da si ne morete misliti. Potem, že lansko leto, glih, ko sem šel za 29. november v Jajce, sem se ustavil na Petrovi gori. Mislim, to je tudi nekaj fantastičnega. In to me je začelo zanimati in raziskujem in te spomenike šel vse po Jugoslaviji pogledati. Navdih mi je bil pa to, da sta 2 Američana to raziskovala. Ona 2 sta šla čisto vse te spomenike v bivši Jugoslaviji pogledati in spletno stran naredila in to objavila. Tako da, glejte, že z tega vidika, da gre en Američan oziroma 2 Američana to delati, povesta, da nekaj je to, nekaj na tem. Se pa bojim, da bojo ljudje počasi to Jugoslavijo pozabili. Tamle, ko sem bil lansko let v tem, se pravi v Jajcu, je to bilo večinoma sem starejši ljudje. Sem bil jaz skoraj med najmlajšim. Mlade bi pričakoval, tako da to bilo treba nekaj narediti, da bi mladi tudi to nekako vzeli kot svoje. Ampak to bo težko, ker poznam tudi situacijo na Balkanu in večinoma narodu svoje otroke vzgaja v duhu nacionalizma. Tako da bo to težko, upam, da se kaj spremeni. No, jaz bom se trudil, da bom rekel, da probam nekako širiti to jugoslovanstvo, se pravi s pisanjem bloga, s prispevkom.
Odločil sem se tudi, da bom hodil na več teh zadev. Recimo, vsako leto v Sarajevu je obletnica Igmanskega marša. To bom šel. Bom šel, ne vem, na Sutjesko, ki je obletnica bitke na Sutjesko, na Neretvo in tako naprej. Tako da bom to malo več, zato ker me to zanima, pa tudi malo se čutim dolžan tem ljudem, ki so pali za našo svobodo v drugi svetovni vojni, da greš na take zadeve. Tako da tudi 29. pač tudi za 29. november sem tudi danes napisal en članek na to temo, si ga tudi lahko na mojem blogu preberete. Da videli malo moje razmišljanje. Tako da to je to, kar sem jaz imel danes povedati za 29. november, za dan Republike. Bom zelo vesel, če v komentar tega prispevka napišete vaše mnenje, tudi če je drugačno kot moje. Če vam je všeč, všečkajte, če vam ni všeč, napišite, da vam ni všeč. Če vam je pa všeč, se pa tudi naročite na moj YouTube kanal, všečkajte mojo Facebook stran. Se bom potrudil, da bo takih zanimivih stvari, da jih bom še več objavljal. Tako da to bi bilo za danes. Moje ime je Tomaž Gorec in se slišimo spet kmalu. Adijo.